Lejte. Wow, veste kaj? Mečkam pa me je zmatralo. Tole pa je dobra razgledna točka, ali ne? Vse se da, ne? Tudi zastonj greš lahko tako rekoč na morje. In se tlele še bolj spet kot v Partmaju. Dobro jutro. Jaz sem se včeraj iz Malinske preselil v Šilo. Nimam pa danes, lejte, ravno lepega vremena, ampak popoldne naj bi bilo boljš in imam en hud plan. Iti na en ful hud pohod, zato tudi, lejte, zdaj pijem magnezij, ker to mi je Tjaša povedala v soboto, ko sva šla na izlet. Sem nekaj jambral, da me noge bolijo, pa je rekla, ko sem šel teč, pa veliko sem hodil, je rekla, to moraš en dan prej, pa pol, ko končaš magnezij piti. Zdaj se je vreme malo poboljšalo, oziroma se ne vem, če se je. V glavnem, zdaj sem se odpravil, lejte, Garfita. Isti, ke moj Garfi. No, zdaj sem se odpravil na ta pohod, pa nekaj je začelo pihati, nekaj se čudno se obrača. Zdaj se grem najprej še burek kupiti, ker tom kar ene 6 ur hodil, pa bom rabil nekaj, da bom vmes pojedel. Prispel sem v Baško, tukaj gor pri cerkvi Svetega Ivana, je edini še brezplačen parking, ki lahko parkiraš. 80 kun se mi malo preveč zdi, da jim dam zato, da grem jaz na neko pohodništvo. Lejte, tukaj je pa cerkev Svetega Ivana. To je ful dobra razgledna točka. Še par let nazaj je bil ta parkir zmeraj čist prazen. Lejte, zdaj je pa čist poln. Tako da, lejte, gremo zdaj naprej, pa boste videli tukaj najlepši razgled na Baško. Tole je najlepši razgled v Baški. To je pri cerkvi Svetega Ivana. Če to še niste videli, morate iti pogledati. Tamle zadaj vidite otok Prvič. Jaz grem pa na pohod v tole smer. Imam ogromno za prehoditi. Imam tudi zelo težak ruzak. No, tukaj gor, tole je pa cerkev Svetega Ivana. Glejte, kaj sem dobil. Nisem krav, da ne bo kdo rekel. Samo tako, da sem s ceste roko stegnil, pa sem jo trgal. Zdaj sem prispel do kampa Buncu Luka. Tu mislim, da je nudistični kamp. In lejte, tik pred kampom pa zaviješ tukaj. Vidite tablo Vela Luka Vrežnica. Jaz grem do Vele Luke. Pol naprej pa še mala luka, ne? Da vidimo, koliko je tukaj deleč. Uvala Vela Vrežnica, Buncu Luka, Uvala Vela Luka, konoba 4 km pa pol imam. No, sem mislil, da imam več. Potem je pa še, bom rekel, slab kilometer do Male Luke. Boste videli, kako je to lepo. Obožujem take lepoti. Kozje. Poglejte, koliko je tukaj priložnosti za planinarjenje. Jaz sicer ne grem dol, grem gor proti Veli Luki. Ampak gledajte, to je fantastično. Poglejte še tale razgled. Wow. Samo to lahko rečem. Če ne bi tukaj bil, ne bi verjel, da je tako lepo. Evo, takole čez hribe in doline. Zdaj se tlele spustim dol. Potem pa, lejte, spet gre pot kele gor. Pol pa mislim, da se pa že vidi ta Vela Luka, nisem prepričan. Tukaj dol pa mislim, ne bom trdil 100%, da je pa kanjon ene reke. Ta reka sicer teče samo takrat, kadar je dež. In dol bom ješel pa po tem kanjonu.
in pridem pol na plažo in grem nazaj od plaži. To sem tudi že šel, to je tudi čudovita zadeva. Tako kot sem predvideval, je tole kanjon reke Vrežnice. Dokaz je tukile, vidite. In jaz bom šel potem, kam šel nazaj, bom šel do tegale uvale Vela Vrežnica, potem pa skozi ob morju, kjer so čudovite plaže, nora pot, vam povem. Drugačne, ta reka tukaj leteče, sem takrat, kadar je dež. Ampak v milijonih letih je en tak majhen kanjonček naredila, ki pa je dol nižje. Zelo, zelo zanimiv, tako da ta video morate gledati do konca. Ful so take plošče, k to bogani, mislim, ful je dober. Je pa to malo bolj zahtevna pot. Moja mama pred 5 letom, ki je šla, je imela kar veliko dela, da je tu vse obvladala. Tako da razmislite, ali je ali ni. Mislim, da je tle rumeno označena pot bolj težka. Ne me pa to za besedo držati. Neč jaz pa poln energije naprej. Poglejte tole. Mislim, wow. Nimam glih čisto prave kamere za tole snemati, ker je vse preveč daleč. Ampak se boste strinjali, da je fantastično. Do Vele Luke imam še 1,5 kilometra. To bom najbrž kar hitro prišel, ker se ful v dolino spustiš. Ampak pol nazaj je malo težje iti. Drugače pa lejte, tole je tamle že kopno na oni strani. Se pravi, sem že kar nekaj prehodil. Lejte, še malo pa vam pokažem, kako izgledajo Vela pa Mala Luka. Kaj praviš na tole? Tole je drugač Vela Luka. Verjetno se strinja z mano, da je čudovito. Še posebej tukaj le dol, ki je plaža na sredini. Ampak lejte, še nekaj lepšega vam bom pokazal. Lejte, tole tamle je pa Mala Luka. In do tja grem, tam se bom tudi ukopal, pomalcal. Tole pa je dobra razgledna točka, ali ne? Se pravi, tukaj imamo Velo Luko kot na dlani. Tle tik na dno smo, no tamle malo bolj, na koncu imamo pa Malo Luko. Fantazija, navdušen na tem, kar vidim, res. Tukaj dol, ko se spuščam po poti proti Veli Luki, je, evo, lejte, pot takale, da boste videli, da če se bo kdo tole odpravil, da ve, kaj ga čaka. Sej ni nekaj zelo zahtevno, ampak sem rekel, pokazal pa bom toliko, da pač vsak zase ve, kakšne so njegove zmožnosti in pač, da se potem lažje odloči. Drugače ne želim kazati sam tiste lepe dele poti. Tale je tak, bi rekel, tale je mogoče najbolj tak zahteven od vsega, kar je bilo do zdaj. Sem prišel dol do Vele Luke in lejte, takole je to videti. Morje kristalno čisto, tako da fantastično zgleda. Tako da zdaj pa nadaljujem proti Mali Luki. Tle drugače tudi ena gostilnica, pečenjara pravijo, se pravi, da nekaj pečejo. In tudi drugače sem vozijo ljudi, po mojem, da zdaj ne, ampak v sezoni pa vozijo z ladicam in jih pripeljajo sem, so 2-3 urce tle, se lahko tukaj kopajo, lahko grejo tukaj kaj pojest. Aha, kakor zgleda, lejte, kakor jaz vidim, tole celo odprto, ker tamle so eni ljudje in imajo nekaj na mis, tako da verjetno se da tukaj tudi kaj pojest, ampak zdajle še glih ni neke hude gužve. Ja, drugače pa je odprto, saj tako je videti. Bomo videli cenik, kaj imajo. Evo, pršut,
ovčji sir, čevapčiči, dobrih 10 evrov. Lep ambient, lepo se tukaj najbrž tudi kopa, tako da fantazija, lejte, fantazija. Tukaj na koncu plaže, Vele Luke, to je tukaj, tukaj zavijemo levo in gremo proti Mali Luki, tamle gor je tudi en napis Mala Luka Fish Grill, se pravi, da tudi tam zgleda, da nekaj pečejo. Jaz imam tle še približno 1 kilometer in bom v Mali Luki. Tale hrib pa mislim, da se imenuje Korintija. Vidite tudi ostanki nekih stavb. Tukaj naj bi bilo, tako sem enkrat prebral, to sem še zmeraj, lejte, čist blizu te Vele Luke. To sem enkrat prebral, ko sem ta vodič pisal za Krk, da so tukaj Rimljani imeli vinograde. Tako da zdaj jaz ne vem, ali čisto drži, drugače pa tudi v Baški se en hrib imenuje, ne hrib, hotel imenuje Korintija. Tle se pa spomnim, ko sem zadnjič bil in prvič, saj so tudi zdaj, sem hotel reči, so bile ovce, lepo vidite, vsenčki so. No, jaz vem pa zaradi nekaj drugega sem, vem, da je tole figov drevo, pa sem rekel, če pa bi bila mogoče kakšna figa, bi jo jaz pa utrgal, ampak ni. Lejte, čist mehne so še. Kušen zelenc. Veste, sem se ga kar malo ustrašil. Ogromen je bil. Evo, lejte, figce so tle, čete zelence šo pa tlele nikje. Da vidim, če ga bom videl. Je pa bil, vam povem, ogromen, lejte tlele not, lejte ga kušenje. Evo, kele beži, škoda, ko z GoProjem snemam. Ugravneč, grem jaz nazaj na pot. Lejte, koliko je teh ovc, da jih ne bom podil, pa jih vznemirjal. Gremo dalje. Že vidim malo, samo malo, da grem pa lejte na tale gor, da bo lepša slika. Takole, kdaj mečken preveč korajžen, kar stopam. Lejte. Wow, veste kaj, na unle hribček še moram imeti. Lejte, fantastično. Sam čakam, da se kele uštimam, pojem burek, ker malo sem lačen, veste. Pojem burek, pol bom dron spustil, pol se grem pa še vkopat. Čisto iskreno, da vam povem, dron mi sploh ni ugodno spustiti. Zato, ker mi je enkrat pol in je neki strah. Nisem siguren. In tako je tudi v življenju, ne? Ko človeka nekaj prestraš, ga je pol 10krat preveč strah. Se strinjaš? Prej sem vam rekel, da je ta hrib Korintija, pa da nisem siguren. Evo, lejte, je. Je zdaj tukaj napisano, tako da drži to. Jaz pa sem še do Male Luke. Človek bi na hitro rekel, da so včasih ljudje tle živeli. Lejte, tistole tamle na sred mi izgleda kot neka cerkev. Zakaj cerkev? Zato, ker je odzad malo v loku. Drugače pa lejte, tukaj kupi kamna, kada je to nekaj bilo, pa da se je podrlo. Prispel v Malo Luko, vesel, voham more, res ga voham. In wow, zdaj si bom eno urco vzel zase, pomogel pa kar hiter jet nazaj, ker sem 7 km, ureja 7 km, lejte, pa še malo sem naredil. To je fino, ko imaš to pametno uro, da mečken veš, zakaj se gre. Jaz imam Polarjevo in je super. Sam navaditi se moraš, jaz za nove stvari sem mečken lev, zdaj, ko sem se pa navadil, je pa super. Tako da nazaj imam še malo več. Tako da zdaj najprej pomalcem, lejte, moj burek sem ga kupil, jogurt imam s seboj, jabolk, banane za pit, lejte, drugače pa plaža je pa takale. Tu je tlele, lejte, iz te strani sem prišel, tako da nisem nič zbiral, tlele grem noter zaplavati
in to je to, pa dron bom spustil, tako da res samo težak ruzak. Dron, voda, pijača, vse tole, tako da zdaj bo tudi malo lažji za nazaj. Nič, zdaj pa najprej malca, dron, pol pa kopanje. Čeprav so tele merelke ful udobno obutev, ampak vsem ful paše, ki jih dol daš. Ne, zdaj pa, kakor sem rekel, pa v vodo. Ravno ta prava. Ravno ta prava. Imam pa eno vprašanje za vas. Kaj mislite, grem tole v vodo v kopalkah ali nak? Napišite v komentar. Zapuščam malo luko. Bilo je čudovito, zdaj pa še približno 8 km pa pol imam, kar je zame mala malca. Se pa ne bom toliko ustavljal, kot sem zdaj, ker sem pač že vse poslikal, oziroma no, tam, ko bom šel, ker en večji del bom šel po drugi poti, tam se verjetno bom. Pa saj se nikamor ne mudi, no. Tako da fenomenalno je tole. Mečkam pa me je zmatralo. Da grem sem v hrib. Hvala Bogu, sonce je odzad za stenom. Je pa kar hrib in mečkam sem zašvical. Evo, pot je takale. No, razgledi pa fantastični. Sem kar pohitil, da sem prišel do kanjona Vreženice, sem narobe izgovarjal. No, tukaj sem že prej bil, če se spomnite, in zdaj pa nadaljujem tole. Mal imam problema s časom. Prepozno se zmeraj vse spravim, ampak mislim, da glih za glih mi bo ratalo. Bi bilo pa boljš, če bi bilo pol ure, manj ura, še malo sonček bi tukaj sijal, pa predvsem plaže dol, ki so res čudovite. Bo mogoče mečken manj čudovite, ali morda pa še boljše. Bomo videli. No, lejte, zanimiv je tale kanjon, boste videli naprej. Meni je ful dober ta kanjon, kakšen se pa tebi zdi. Rad imam take stvari, ejte, ne, tale pa kar orang plezarija, ne. Sej tu se je spomnim, da je bilo tako, ker vem, da sem mu kar z mamo malo težav, ki je šla, pa je kar imela, mislim, sej ni čisto lahko, ne, priznam. Če te tole tle dam, da se mi malo prebrnilo, pa gremo, sicer gledajte, se so tudi stopničke naredili, ne, tako da, gledajte, vse gre brez težav, tole nižji prestavim, moram še na očala paziti, je pa ful zlizan kamen, kar pomeni, da malo drsi. Evo. Pa sem le prišel z tega kanjona, je kar trajalo. Lejte, zdaj imam še do unga kampa, imam 1,5 kilometra pa pol, ampak tudi to se kar vleče. No, je pa to, kar sem prej govoril, da sem natesnil s časom. Po mojem bi tale plaža bila še veliko lepša, če bi sonce sijal. Ampak tudi zdaj ni slaba. Boste pa videli, še par jih bo vmes prej, da bom jaz do Baške prišel.
Tako da, škoda, ker že tu kura, ker tle bi se tudi vrgel, lejte, kakšno morje. Lejte, tukaj otok Prvič, fantastično. Tamle sem videl enega človeka, nadzga, sicer zdaj se je umaknil. Je zgleda s čovnom prišel in bo tle prespal. Poznam enega človeka, ki gre na dopust tako, ima kanu, kajak, ne vem, je točno kaj razlike. In kam, ne vem, nekje tamle v Opatiji parkira avto in gre za 14 dni s čovnom veslet. In tako lep, spi na plažah, vse ima seboj, kdaj gre kje jest. Hejte, en tak stil všeč, no. Tako da, kdo pravi, da se kaj ne da, če nimaš denarja, ampak lejte, vse se da, ne. Tudi zastonj greš lahko tako rekoč na morje. In se tlele še bolj spet kot v Partmaju, a ne? Dober, če ne bo dežja, če bo pa dež pajt, je pa res malo slabše, ampak fantazija, no, fantazija. Še ena super plaža na poti, pa še bodo, še bodo, še bodo. Temule bi pa že lahko rekel taka romantična plažca. Ni še konc planinarjenja, če ste to mislili. Glejte, fantazija, fantazija. Zdaj pa tle malo bolj taka planinarska pot. Drsi, drsi. Ja, treba biti pazljiv, evo. Zlizan kamen je bil čist in sem mečkem preveč korajžno stopil. Glejte, tamle, ko so lučke, tam je kamp. Jaz moram pa do tistele cirkuce gor pridati. Vidite Turan, tam imam avto. Tako da, ja, gremo. Lušno, še malo, pa smo tam. Res je že skoraj tema, ampak da vam pokažem še en nov zalivček, plažo. Glejte, kako mora biti to lepo, ki je sonce. Zdajle sem tik pred kampom Buncu Luka. Sem še tukaj gremo v plaži. Hočem vam pa pokazati, da lejte, tukaj je pa plezališče. Jaz sem tukaj že plezal. Lejte, tamle je tudi tabla, da je plezališče. Tako da, to je eno izmed številnih plezališč v Bački. Tukaj je za plezati super. Tako da, če plezate na otoku Krk, imam 2 plezališča opisana, si pogledajte, oziroma verjetno je celo tudi ta, ne vem, na strani otok-krk.si. Glede, drugače pa glede na to, da se tema dela, jaz imam sicer še do avta, 45 minut bom kar hodil. Ko so pa tle ograjo dal? Aha, da nam čez kamp šel, kako? V glavnem, no, se bom poslovil za danes, zato ker pol tema rata. Glejte, za take dneve se splača živeti. Jaz sem čist navdušen. Kaj je bilo super. Tako da, glejte, jaz vam prvoščen, da se tudi vi imate tukaj fino, kaj jaz res. In glejte, jaz mislim, da tle, da si take stvari prvoščeš, nima denar neke velike vloge. Povedal sem o Partmaju, kjer sem jaz. Je zdajle v juniju cena 36 evrov na dan za 2 osebe. Tako da, ne vem, kje, če mi tle. Ne, lejte, tle bom šel, ne vidite, so vrata, hvala Bogu, odprte. Bom šel tam mem kampa. Bližji je, pa lepša pot je. Tako da bom tle šel, no. Tako da, lejte, to je to. Spremljajte naprej. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. In jutri spet nov video ob 9 zvečer.
No, drugače pa, da vam pokažem tale apartmajček. Glejte, velika terasa. Ne gledati, kako imam vse razkopano. Tole je dnevni prostor, tle sem včeraj nekaj en live snemal, zato imam jaz to majčken nereda. WC kopalnica, res ni veliko, malo stisnjeno, ampak nekako že gre čez. Evo, tole je pa spalnica. Kar je pa tle zelo pomembno, je pa to, da je cena tega apartmaja za 2 osebe zdajle v mesecu juniju samo 36 evrov. Mislim, to je pa res ful pocen. Ma pa tudi gospa zelo ugodne cene, tako da bom dal link v opis tega videa, pa lahko pol gospo kontaktirate. Tudi druge termine ima cene zelo ugodne. Gospa je malo starejša, pa se ne znajde malo z reklamiranjem in zato ima pol prazno in je primorana cene imeti take ugodne. Tako da, če iščete apartma po ugodni ceni, je tole definitivno en teh, kjer boste težko bolj ugodno dobili.